mestu vzpostaviti življenje, ki bo imelo nižji ogljični odtis, ker se bomo več premikali z avti in kolesi in ker bomo namesto avtom dali prostor ljudem in vsebinam. Izkušnje iz tujine kažejo, da umik motornega prometa v bistvu poveča ali pa na nek način ekonomsko revitalizira mestna jedra. To pa je proces, ne zgodi se v enem letu ali pa 2 letih, ampak je treba pač kontinuirano na tem delati in poskuša tudi vsebine nekako ohraniti zanimivo za prebivalce, da se pač prebivalci znajdejo v mestu. Skupnost ne skrbi za mestne stavbne bloke, je res grozna. Tisto, kar je malo lažje, je, da zadnjih 5 do 10 let se tudi v mestnih blokih počasi nekaj dogaja, da se nekaj premika so investicije, ampak ni vse infrastrukturni poseg, ni vse oživje. Zakaj mesto ne živi? Ne vem. Verjetno bolj me moti pri vsem tem razglabljanju in debatah, da smo Mariborčani večno nezadovoljni. S čimerkoli. Odpremo novo gostilno, pa najdejo napake. Fuzbal, najbolj priljubljena tema, ne? Vsi vse vejo, samo po fuzbalu noben prav nič ne ve. Cel glavni trg je zaparkiran s turističnimi avti. Prebivalci parkiramo, če imamo srečo, dol na Lento, na tistem velikem parkingu in vsak teden, vsakič, ko greš v trgovino, drogaš, grdo bom rekla, ko debil, zato da lahko prideš do doma. Eno večjih problemov v Mariboru je promet v smeri vzhod-zahod. Tunel pod Mariborom. Obstaja tukaj kakva vizija? Skuteri so problem in to je nevarnost. Jaz čutim dolžno to nagovoriti vas, mi kličemo, nihče pač na to ni odreagiral. Zdaj, ko se je začelo lepo vreme, se to dogaja zjutraj in se dogaja v urah, ko se vozijo ti fante domov. Ko vas prvič nekdo povožen, to prepozna. In tega je res dosti, jaz mislim, da lahko moj kolega tukaj to potrdi, je res, je nevarno. Mislim, jaz vas res lepo prosim. Se pravi, če pridemo z konkretnim predlogom, kako bi si lahko prišli nasproti, da ta čas premostimo, pa ne govorim zdaj o ful subvencionirani najemnini, ampak mogoče v nekem konkretnem predlogu ali pa 2, kako bi lahko še mogoče to leto, 2, 3 premostili, če pač bo posluh na drugi strani.